Skratka, problem teh klimatskih sprememb je ravno v tem, da ne bom predolg, je ravno v tem, da so globalne, da prispevanje, da emisije, ki so recimo grejo, ne vem, se dogajajo v Združenih državah Amerike, toplogrednih plinov, vplivajo nediskriminatorno na učinek tople grede in povzročajo enako, torej lahko najhujše učinke tam, kjer ne imeli emisij, recimo v Afriki in tako naprej. V primerjavi s klasičnim onesnaževanjem, kjer so le regionalno omejeni, čeprav lahko potuje na velike razdalje. Zdaj, če bi navezal na to, da je ta topla greda, bi rekel, nediskriminatorno razdeljena, pa bi rekel, ali je to razlog za to, da Združene države niso podpisali Kjotskega sporazuma? Zdajte, vi se morate zavedati, da predsednika Združenih držav Amerike prihaja iz Teksasa. Da je močan, da je bil izvoljen s pomočjo še takrat pred 8 leti mogočne naftne industrije in da je prišel na oblast prav z obljubo, da ne bo podpisal Kjotskega protokola v primerjavi z Clintonom in Gorom, ki so na konferenci v Kyoto, tam sem bil pač tudi prisoten kot minister, pač se zavezala, da bo se tak Kyoto protokol podpisala. In seveda v Ameriki je potem seveda ta politika na nacionalni ravni, na ravni Bele hiše zelo dolgo držala in drži še danes. Čeprav bo gotovo prišlo do spremembe in tudi do spremembe v odnosu do Kjotskega protokola. Ampak to ni tako pomembno. To pa ne pomeni, da Amerika nič ni naredila na problematiki klimatskih sprememb. Nekatere države, kot je Kalifornija, potem tudi industrijsko severovzhod, in še nekatere države v Ameriki so sprejele enako ali celo bolj rigorozne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Mimogrede, celo Bushov, to je brat, kaj je George Bush, Jeff Bush v Floridi je sprejel razmeroma ostre ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V Ameriki vsi vedo, da gre za res tudi industrija in tudi delajo na tem malo drugače kot Evropejci, zelo pragmatično, razen predsednika, ki podhaja. Zato se je vključil vajno razpravo. Pretekli teden smo imeli tiskovno konferenco v Mariboru za MAS. Mimo strokovnega mnenja, ki ga je izdal Mariborski vodovod, je Ministrstvo za okolje in prostor oziroma ustrezne agencije so kljub temu izdale dovoljenje za gradnjo na tem prostoru in niso izvedli investitorji teh ukrepov. Na nek način se je tukaj znašla lokalna skupnost v zelo nemočnem položaju. Kako gledaš na ta problem? Najprej te reči, jaz sem malo zanimal, da vam pogledal in dejansko s takšno dovoljenje ne bi smelo izdati. Ali pa bi morali takoj tiste ukrepe, če so res bili za dosti dobri, če tudi to bi bomo, dosledno izvesti. Mislim to rekel, da je Maribor, tako kot se spomniš iz prejšnjih časov, da je Maribor eno izmed zelo srečnih mest, da ima dobesedno na svojem prizorišču obilen, kvalitetni vir na Vrbanskem platoju. Mi smo celo takrat države investirali v obnovo vrtin in tako naprej. In tudi to, da mora biti to območje dejansko zaščiteno kot vodozbirno območje, to je najboljših vodonosnikov, mislim, da gre pod struge Drave in pride na to stran je z tega velika izjemno kvalitetno. In zapraviti takšen vir je dobesedno greh. In dobesedno greh in jaz moram reči, da me zelo čudi in zelo razočaran na tem, da je Ministrstvo za okolje kar tako, brez resnih analiz, brez upoštevanja Mariborskega vodovoda, katere stroko sem jaz vedno cenil, ker sem imel kot stroka pri Mariborskem vodovodu, vse takrat, ko sem jaz bil, je bila na visoki ravni in pomni, da se je nekaj posebej integradirala. Torej, brez in opozorili Mariborskega vodovoda, ki so najbolj pristojni za to, je seveda to zelo slabo in škodljivo. Kot mestni svetnik sem predlagal to potezo, da obravnavamo ta problem na odboru za varstvo okolja in potem tudi na mestnem svetu, ker druge poti skoraj ne vidim. Vejte se, jaz ne vem, jaz sem danes 4 ure sedel
odboru za notranjo politiko in pravosodje, ne, kjer so tožilci, nemočni tožilci v tej državi, ne pa policija, nemočna policija in tožilci v tej državi od državnega zbora hoteli nekaj in članov zbora, da jih zaščitimo pred neupravičenimi posegi medijev in tako naprej. Vi ste mogočna inštitucija, mi smo nemočni, revni poslanci, kako naj vas mi zaščitimo. O tem se pogovarjamo. Ko smo se to pogovarjali, ko smo tam imeli štinjeno, ko smo pogledali novice, 14 dni je Piran brez vode. In to v turistični sezoni. Medtem, ko se ukvarjamo s tem zadevami, ta država, če dalje na tej ravni tehnično ne funkcionira več. Ne na ravni, ne vem česa, izdajanja dovoljen pa gor. Tehnično ne funkcionira več. Voda je bila v tej državi že nekdaj večinoma, ne bom rekel posod, neka, mogoče še preveč samoumevna dobrina, ki se lahko natočil s pipe in se nisi nič vprašal, a je pitno ali ni pitno in tako naprej, in si verjel in vedel, da je to kvalitetna voda in res je. Saj še marsikje in podobno. Zdaj pa prosim, 14 dni. To se ni zgodilo, ne vem, leta in leta, da na tej tehnični, tehnološki ravni se ne zgodi nič. Jasno je, da bi morali investirati v obnovo vodovoda in tako naprej. Jasno je to in nič, to pa kar naprej. In mene skrbi na tej ravni, kako bi rekel, funkcioniranje te države. Na tej tehnični ravni, ko pravzaprav država obljublja svetilnike, če prav pisano, kot vemo, ampak po drugi strani pa padamo v obdobje, ki ga nismo mi poznali, saj ne mi, nove generacije pa sploh, da prosto ni vode. Odgovor ministra Podobnika na poslabšanje kvalitetne pitne vode je namreč bil, saj je voda v Mariboru še dobra, če pa bo treba, jo boste pač klonirali. Je klonirali. Zanima me, se vrečujem, ampak mogoče bi bilo drugo še boljše. Zanima me, recimo, bi dostali tudi ta trdoživost gospoda Podobnika, ki je bil interpeliran že ne vem koliko dvakrat je bil poskus ali nekaj takega, pa vendarle je preživel mandat. Ja, gledajte, jaz mislim, da se mora Podobnik se malo pokesati, da vsako jutro postaviti pred ogledalo in reči, jaz sem Janez Podobnik, okoljski minister, in se mora vsako jutro spomniti, da je okoljski minister. Jaz mislim, da je vse do nedavnega, ko je še bil predsednik stranke, se ukvarjal z vsemi drugimi stvarmi, ko je bil šef, ko je vodja stranke, ki je v koaliciji gor dol sem tja, in se z okoljskimi tematikami ni dobro seznanjen, in se tudi vidi še danes, da ni zadosti dobro seznanjen, da mora večine stvari brati iz papirjev in tako naprej. In takšen odgovor, kot je tu, se mi zdi, jaz bi rekel, nisem skrajno neresen, predvsem pa tudi določene mere poniževalen do prebivalcev Maribora. Ni tako enostavno te stvari narediti. Posebej, če je res kar pravite, da je ministrstvo, verjetno uprava za varstvo narave, agencija za okolje pravzaprav, izdala takšno dovoljenje. Mi veliko večino, mislim, da skoraj 100%, nekaj manj, dobimo vode, pitne vode dobimo iz podtalnice. V velikem delu, predvsem tega območja je ta podtalnica še vedno zelo kvalitetna. Imamo veliko srečo, da v Sloveniji pretežno pijemo vodo, ki je samo nekoliko sanitarno obdelana in nič več kot to. In to je, če se bo tako dogajalo, bomo morali v bistvu imeti tovarne vode, ki nam bodo iz surovine, ki jo potegnemo iz rek in kjerkoli vodo morali narediti, da jo lahko uživamo.